En lep ponedeljkov dober dan zopet. Tokrat ne iz Konjskega vrha, ampak iz dnevnega prostora knjižnice Šmarje. In ko sem zagledal tele končnice od postelje, sem si mislil, wow, ravno prav za moje razpoloženje, ker sem v enem takem stanju utrujenosti. Čeprav zdajle ne bova mogla dremati, ampak bova odprla eno temo, ki je pa tudi pravzaprav kar blizu večeru, to je pa tihota, umiritev. In to je tema, ki si jo ti predlagal. Ja. Malo čudno, zagonetno je slišati. Kaj te je napeljalo na to? Ja, temu me je napeljala notranja osamljenost, ker se toliko vsega dogaja samo navzven, navznoter pa je toliko ljudi osamljenih, zato ker niso notranje zaznali. Mi potrebujemo to notranjo zaznavnost, to notranjo sočutnost, ta pretok srčnih moči, ki nas psihično, srčno stabilizirajo, da se potem lažje soočimo z vsem tistim, kar je pa vendarle v odvzemanju teh moči. K tej temi me je pa napeljalo tudi dejstvo, ki so mi ga povedali en strokovnjakinja, da je letos, torej do marca, torej še v mesecu, vključno z mesecem marcem, naredilo samomor kar 5 ljubljanskih srednješolcev in da je veliko število njih na antidepresivih. In ko sem imel to soboto predavanje v območju Ljubljane, so mi povedali, da je to število že večje. In potem sem se spomnil na komuno, ker so mi mladi, torej tisti mladi, ki v skupnosti srečanje na Razporju pod Liso, ki se na nek način usposabljajo za radost življenja brez kakršnekoli odvisnosti, za radost bivanja v realnosti, so me prvi upozorili pravzaprav na pomen tihote. Oni poslušajo radio oziroma poslušajo lahko glasbo samo enkrat na teden, ob nedeljah popoldne. In ko so prišli na Razpor pod Liso in še niso imeli svojega prevoznega sredstva, sem jih seveda jaz vozil po opravkih z izključenim radijem. In potem so mi enkrat rekli, dobro, da imaš izključen radio. Sem rekel, ja seveda, saj vem za vaša pravila. So pa rekli, ampak veš, zakaj je to pravilo? Pa sem zmrznil. Potem pa so mi rekli, zato, da se lažje med seboj zaznamo. Besede izražajo neznaten del naše doživljajske resničnosti. Velik del jo tudi zvenimo. Morda danes v mojem glasu zaznavate neko utrujenost. Da bom vam povedal, sem utrujen oziroma sem povedal, ampak to se zazna tudi s tem, kar valovim, s tem, kar zvenim. To je tisto dodatno sporočilo. Pogosto me recimo starši, posebej ki imajo otroke v najstniških letih, sprašujejo, kako naj ugotovimo, če bi naš otrok stopil na pot, ki je lahko za njega usodna. In potem vedno rečem, poslušajte ga. Ampak ne ga poslušajte samo v izrečenem pomenu besed, ampak ga poslušajte, kako otrok zveni, še posebej matere, ste obdarjene z večjo močjo intuicije, v vas bo odzvenela otrokova notranja resničnost. To je tista temeljna preventiva, tisto temeljno sopotništvo, ki ti pokaže, kaj doživlja otrok v realnosti svojega življenja. Ker ko ga vprašaš, posebej, če so otroci navajeni na pravilne odgovore, kako si dobro in potem je že to konec. Če ga hoče zaznati v resničnosti, ko stopi otrok domov, pa ne samo otrok, ko pridemo najbližji domov, mora biti tihota. Zakaj tihota? Da med nami odzveni naša doživljajska resničnost. Takrat se tudi prebudi ena cona sočutenja, tudi če nič ne rečemo. Mi imamo h komu odzveneti to, kar smo, in bližnji odzvenijo k nam. In to se dogodi potem tisto sočutenje, zaradi katerega človek ni več notranje sam.
In ko nisi več notranje sam, mnogo lažje na nek način se potem sooči s tistim, kar pa je v življenju bolj zahtevno. Sam rečem večkrat staršem, da bi moral biti vsak večer kot sveti večer. Torej, ko zavestno na nek način odklopimo motivce pozornosti, to, kar nas krade v pozornosti, in smo preprosto pomembno biti v istem prostoru skupaj, lahko vsak dodela nekaj svojega, ampak pomembna je ta bližina, ker se takrat pretakajo te srčne moči in zaradi te srčne podpornosti potem lažje prenašamo vsak svoje življenje. Torej, gre pa to za zavestno odločitev. Ne bom te puščal samega, ne bom te dejansko spremljal samo navzven, ampak tudi v tvoji doživljajski resničnosti. Seveda je pa zelo fino, če si znamo tudi zastavljati vprašanja, ne samo funkcionalna, si naredil to, boš naredil ono, ampak tudi kako kaj doživljamo. In to je zelo pomembno otroke vaditi od mladih let, ko so še majhni. Ne samo, kako je bilo v šoli, to splošno bo rekel dobro, ne, ampak specialno vprašanje. A te je danes v šoli mogoče kaj prizadelo? Kako se potolažiš, ko te kaj prizadene, pa nismo skupaj? A te danes v šoli morda kaj razveselilo? Torej, vprašanja, ki pomagajo otrokom izražati doživljajsko resničnost. Ne? In potem, ko si to izmenjujemo, tudi žena, partnerja, ko si to izmenjujemo, potem notranje nismo osamljeni in se lažje soočamo s tem, kar je pa malce bolj zahtevno. Ampak če se vrnemo k tihoti, začne se pa vse pri meni, pri tebi, sam moraš tudi znati biti v tihoti. Ja. In to je včasih zelo hudo. Včasih zelo hitro prižgeš neke motilce, radio, neki zvok, televizijo, da ti ni potrebno biti sam s sabo. Ja, mi smo recimo pod tolikimi vtisi, da recimo v glavi se vse premleva, ne? In da bi izključil glavo, vključiš nekoga, ki ti moti to, kar se pretaka vse v glavi, ki na nek način preglasi tisto. Ja, pomembno je ozavestiti, zakaj vklopimo motivce pozornosti, ne? Ja, ker smo preščrpani, ker hočemo izključiti glavo, ampak na nek način je pomembno, ne, da ozavestimo, kaj pa je tisto vredno, da bomo mi priključeni v medsebojno sočutenje. Ti lahko glavo napetosti izključiš tudi tako, da si povemo, kaj mi je šlo na živce, kaj mi je spravljalo napetost, daš ven. Ne puščaš v sebi, tudi otroku pustiš, da pove, kaj je doživel vse, ga ne prekinjaš, mu puščaš, da izreka, da napetosti izprazni, potem pa seveda se lažje vstopi v obnebje sočutenja. Vedeti to treba, ne, ker so naši nevroni pod tolikšnim, bi rekel, pod tolikšno vzdraženostjo, da potem iščejo. Ni samo heroinska odvisnost, je tudi odvisnost od teh elektronskih frekvenc in ni abstinenčna kriza samo po neki odvisnosti od drog, ampak tudi po otegnitvi teh frekvenc. To je treba vedeti. Padel boš v abstinenčno krizo, tvoji nevroni bojo hteli dražljaje, ampak ti si se zavestno odločil, da dejansko se ne boš pustil krasti od nekih aparatur, zavestno veš, kaj ti lahko razelektrira, razbremeni, da izrekaš napetosti, kaj ti je šlo na živce, kdo te je prizadel, da na ta način napetosti daš ven. Ja, ne, tudi z dotikom zemlje. Da greš ven. Da greš ven, ja. Ja, narava je zelo, bi rekel, je nenehno v odnosu do nas. To pravijo, v naši okolici raste vse tisto, kar je podporno za naše življenje v tistem območju, ampak zopet je tihota tista, ki nam pomaga, da vzpostavimo ta notranji stik. Ravno ta teden sem imel kar nekaj pogovorov prenapetih ljudi, ki so prenapeti, ne, tudi sam sem kar v polnem zaletu življenja, ne, kaj umiri, ne. Se uležeš k materi zemlji in jo prosiš, ne, odvzemi mi napetost, ne, in ti bo potegnala napetost ven, ne.
če hočeš podporo, ne, vsakega od nas je že poklicano katero drevo ali pa kateri kamen. Greš tja, se nasloniš in ga prosiš, ne, daj mi podprime, daj mi moč, ne, in te podpre. Ne. To je ta naravna povezanost, ker mi smo v sožitju z vsemi. Ne. Bolje tako, kot pa da drugemu pijemo kri, pa pijemo moči. Znati se mora tudi sam okrepiti, ne, si nabrati tiste temeljne moči in potem živeti seveda tudi v obnebju tega sočutenja, ki nas usposablja, ki nam omogoča soočanje z realnostjo bivanja. In narava sedaj postaja vse bolj bujna, prebujena. Ja. In ravno pravi čas je, da si privoščimo tihoto. Ja, da vstopimo v odnosnost, ne samo človek svetu, človek sočlovek, ampak tudi človek z vsem tistim, kar je svetu zaznamovalo, s temi moči, ki svetlijo, ki krepijo, ki bodrijo, ki opolnomočijo, ki dajo tisto podporno spremstvo, ki ga v življenju potrebuje. In to vama želiva do naslednjega srečanja. Ja, vse dobro, srečno.